Dobro večer, gospod Golob. Dobro večer. Začniva najprej s temo, ki dviguje največ prahu v božičnici. Gospod predsednik vlade, se vam ne zdi uvedba obvezne božičnice predraga poteza za nabiranje volilnih glasov za vašo stranko, stala bi kar 400 milijonov evrov? Najprej ne povem, da božičnica je nekaj, kar si ljudje zaslužijo, kar ljudje želijo in kar bojo ljudje tudi dobili. In prav je tako. Danes božičnico že prejema vsako leto približno 40% zaposlenih v zasebnem sektorju. Prav je, da dobijo vsi to priložnost in ne samo tisti, kjer se za to odločijo njihovi nadrejeni. To je prvo. Drugače pa podatki, o katerih govorite, so žal pa na srečo pretirani, ne gre za tak znesek, bistveno manjši, to je drugo. In tretjič, ne uvajamo božičnice samo v letošnjem letu. Po zgledu pokojninske reforme, kjer ravno tako božičnico za vse upokojence uvajamo za vsa leta naprej, torej postaja trajna pravica, enako trajna pravica bo tudi božičnica ali čez 14. plača v gospodarstvu. Ampak uvajate pa jo v predvolilnem letu, ne? In kar 76% vprašanih po zadnji raziskavi Mediane pravi, gre za predvolilno potezo vlade. Glejte, enkrat je treba vpeljati. Če bi jo vpeljali pred letom dni, bi mogoče bile evropske volitve, vedno so neke volitve, vedno je nekaj, ampak ključno je, ali je ukrep trajen in ali je ukrep usmerjen v dobrobit ljudi. In oba ta dva kriterija božičnica izpolnjuje. Bo trajna, nikoli več nihče ne bo mogel vzeti ljudem, to je prvo, to je najpomembnejše, in izrazito res nagradi ljudi. In še to bi rad povedal, hkrati pa vsi gospodarstveniki, ki jo že danes izplačujejo, v en glas priznavajo, da bodo z tako uvedbo božičnice, kot je predvidena, ker bo tudi oproščena prispevkov, bodo tudi dobro stoječa podjetja v resnici prihranila na stroški. Spravi, gre tudi za dolgoročno razbremenitev stroškov dela. To je tisto, kar ves čas govorimo kot nekaj, kar je treba vpeljati, in božičnica dejansko ta kriterij izpolnjuje. Ampak gledajte, že leta 2022 je takratni minister za delo, minister Mesec, predlagal uvedbo božičnice, pa vi ga recimo takrat niste podprli, pa bi ga lahko, ampak ste zdaj prišli pred javnost in vi napovedali uvedbo obvezne božičnice, se pravi, vi ste prevzeli štafetno palico pri tem, ljudje bodo božičnico pripisovali predlogu Roberta Goloba, predsedniku Gibanja Svoboda, in dajmo ga voliti na naslednjih volitvah, ker mogoče bo poleg božičnice še kaj. Meni je všeč, da ste prepoznali, da je pravna svoboda tista, ki se v resnici za božičnico najbolj bori. Žal mi je, da nekatere stranke tega ne razumejo. Žal mi je, da so nekatere stranke v resnici proti koristi ljudem, ampak to je njihova strategija. Bom ponovil. Mi smo božičnico zapisali že v koalicijsko pogodbo. Božičnice ne uvajamo samo za eno kategorijo ljudi. V letošnjem letu smo skozi pokojninsko reformo, kjer je resnici gospod Mesec minister, ki jo je izpeljal, in skozi napovedano božičnico tako za zasebni sektor, kot tudi za javni sektor, zaobjeli v celotno prebivalstvo. Ampak ljudje si jo bodo bolj zapomnili, ker ste predlagali zdaj, ne vem, pol leta pred volitvami, kot če bi jo čez 3 leta pošteno, a ni res? Vsaka vlada potrebuje en čas, da ukrepe pripravi. Mi smo bili prepričani, da bomo lahko izpeljali tudi obdavčitev premoženja in potem takrat tudi božičnico upeljali kot enega ukrepov. Žal se nam je ta del zavlekel, smo tudi en del opustili in zaradi tega je pač padla v ta čas. Glejte, gospod Golob, eno besedo sem si zelo dobro zapomnil iz vašega kongresa. Vi ste bili na kongresu vaše stranke zelo jasni, pa vas navajam. Dokler bo Svoboda na vladi, bo poskrbela, da bo svoje ljudi v javnem sektorju ustrezno motivirala in nagradila. Ali vi torej uvajate obvezno božičnico tudi zato, da boste svoje ljudi iz Gibanja Svobode v javnem sektorju nagradili, ker so vam lojalni in da vas volijo še na naslednjih volitvah? Ok, je šlo za lapsus v tem govoru. Govor je bil dolg 30 minut. Me zelo veseli, da ste ga v celoti poslušali in vsako besedo prepoznali. Ja, seveda, ker potem pomeni je to velik problem, če delite zaposlene na javnem sektorju na vaše in naše in tako naprej. Pa sploh ne, še enkrat, šlo je za čisti lapsus. Govoril sem o vseh zaposlenih v javnem sektorju, nobenih razlik ne delamo, ker božičnica, poudarjam, bo za vse. Na eni strani s pokojninsko reformo za vse upokojence, na drugi strani za vse v zasebnem sektorju in za vse v javnem. Tako da, kar hočem povedati je, da smo zagotovili sredstva,
ki jih je Ministrstvo za finance tudi odobrilo, s katerimi bomo lahko zaposlene, vse zaposlene v javnem sektorju že letos nagradili za božičnico, ko bo ta potrjena. To je bila poanta tega govora, da so naša sredstva za tiste, za katere mi zagotavljamo, zagotovljena. Ampak poglejmo, kaj pravi o tem vašem predlogu ekonomist Marko Jaklič. Ta predlog pomeni 700 milijonov dodatne proračunske luknje, 120 milijonov pomeni za javne uslužbence, 250 do 300 z naslova manj pobranih davkov, to je ocena, mislim, da kar konzervativna z vladne strani, in potem še približno 350 milijonov za upokojence. To dvigne naš proračunski primanjkljaj iz približno 3% na 4%. Zdaj to malo tako zveni, ampak 4% pomeni, da te začne mednarodna finančna skupnost in tudi Evropska komisija zelo podrobno spremljati, gledati, ti lahko tudi otežuje ali pa draži zadolževanje. Namreč mi se s tem ukrepom zadolžujemo. Potrebno je vedeti, da politika ne deli svojega denarja, ampak deli naš denar. Gospod Golob, ne delite svojega denarja z božičnico, ampak denar davkoplačevalcev? Absolutno. Vsaka vlada vedno deli denar davkoplačevalcev in prav je, da ga razdeli tako, da čim več ravno davkoplačevalci od tega tudi prejmejo. Kaj pa bojazen, ki je bila tukaj izrejena 4%? Mi je žal, da moram to povedati, nekateri izračuni ne držijo, na srečo za državo ne držijo. Tudi primanjkljaj se iz proračunskih dokumentov, kot je lahko razvidno, ne bo povečal do številk, o katerih je bilo govora. Ne samo, da napovedi, v tem primeru katastrofične, se ne bodo izvedle, še več. Če je kaj značilno za našo vlado, je, da ves čas vodimo precej restriktivno fiskalno politiko in znižujemo vsako leto posebej javni dolg in izboljšujemo stanje javnih financ. To niso samo moje besede, to tudi niso samo besede finančnega ministra. Ampak primanjkljaj v naslednjih dveh proračunih bo več kot 2 milijarde. Če mi dovolite, bom zaključil. To niso samo ocene finančnega ministra, ampak so to ocene največjih svetovnih bonitetnih agencij. In ravno ocene bonitetnih agencij prvič kažejo Sloveniji znotraj tega mandata izboljšanje obetov, poudarjam, izboljšanje obetov. Se vam že sama struktura pove, kaj pomeni izboljšanje obetov. Da je prihodnost zaradi politik te vlade, je javno-finančna vzdržnost Slovenije boljša po njihovih, po mednarodnih ocenah, ne po ocenah samo mojih. Zakaj je to pomembno? Pomembno je zaradi tega, ker to neposredno vpliva na višino stroškov zadolževanja Republike Slovenije. In smo uspeli ravno zaradi boljših obetov, zaradi boljših ocen, znižati stroške obresti, ki jih plačujemo za javno-finančni dolg. Tudi primanjkljaj. V Evropi imamo zelo jasna pravila, so zelo jasna fiskalna pravila glede dovoljenega zadolževanja, nivoja. 3% je vedno veljal kot tisti, če hočete, strehica ali strop, čez katerega naj ne bi šli. Tudi tokrat se pri načrtovanju proračunov držimo tega stropu, čeprav je Evropa znova dovolila odstop od fiskalnih pravil zaradi varnostnih politik. Mi bomo izpolnili vse cilje, kljub temu, da bomo, in tle res božičnica še najmanj vpliva, da bomo izrazito povečali vlaganja v nekatere sektorje, kot so znanost, kot je zdravstvo, pa kljub temu se držimo znotraj dovoljenih primanjkljajev. Ampak opozorila ekonomistov so, gospod Golob, da ravno s to božičnico, z drugimi stvarmi, ki jih še dajete, da boste privedli to k 4% in potem pa se bodo te bonitetne ocene hitro spremenile in se bomo zadolževali dražje. To je glavna bojazen. Kaj hočete reči, da je neupravičena? Čas bo pokazal, da je ta bojazen neupravičena, ker vse naše delovanje do sedaj, te vlade, kaže ravno obratno. Ko smo prevzeli vlado, je bil primanjkljaj dvakrat večji v procentih, dvakrat večji. Bonitete niso bile obeti navzgor. Danes je dolg manjši, primanjkljaj manjši in obeti so pozitivni. In to je ocena mednarodne skupnosti. Povejte mi, gospod
premjene. Zdaj, delodajalci so na začetku dejali, da gre za diktat pri božičnici, ne, da se vrnem, in da gre pri vaši napovedi, da božičnica bo za izključevanje tega socialnega dialoga. Ne. Vi ste se v resnici, ne, ko ste prihajali na predvolilna soočenja, ne, dejali, kako boste civilno družbo, vse akterje upoštevali pri dogovarjanju. Ne. Tukaj pa ste prišli na tiskovno konferenco, rekli, obvezna božičnica bo, pika, in potem čez vikend še enkrat obvezna božičnica bo. Kakšen je zdaj to socialni dialog? Se vam ne zdi, da je to zelo diktatorsko obnašanje? Niti najmanj, mi je žal, da tako razmišljate. Ja, ne, veste, zakaj tako razmišljam? Ne, če pridete, pa poveste, božičnica bo, ne, ekonomsko-socialni svet še ni razpravljal o tem, sindikati, nihče ni bil obveščen o tem, ne, se pravi, zdaj ne govorijo o tem, ali je božičnica v redu ali ne, govorijo o načinu vladanja, ne, in to, ne, da vi pridete, rečete, obvezna božičnica bo, in to je to. Ostali lahko samo sledijo temu diktatu. Povejte. Mi je žal, da tako razmišljate. V vašem studiu... Ne, zato vas sprašujem, povejte mi. Dovolite? Ja, seveda. Hvala. V vašem studiu ste gostili dva gosta pred kratkim. Delodajalsko stran in delojemalsko sindikata. Na koncu ste se vsi strinjali, da ni bilo kršeno nobeno pravilo socialnega dialoga. S tem, ko napovemo, kaj bo vlada naredila, kot vstopno pogajalsko pozicijo, s katero gre na ekonomsko-socialni svet, s tem ne kršimo nobenega dialoga. Noben zakon ni bil sprejet. Nobena beseda sama po sebi v pogajanjih ni prepovedana. Ravno obratno. Javno sem povedal, kakšno je pogajalsko izhodišče vlade, in na vladi smo potrdili izhodišča. Ta izhodišča grejo zdaj na ekonomsko-socialni svet in se bojo tu razpravljali. In jaz si pač upam napovedati, da približno vem, kakšen bo rezultat. Ne zaradi tega, ker bi bil diktat, ampak ker gre za ukrep, ki je tako koristen in tako dober za večino Slovenk in Slovencev, da si tisti, ki mogoče zdaj nasprotujejo, da bojo razmislili, premislili in raje, kot da bi še naprej nasprotovali, začeli tvorno sodelovati pri oblikovanju predloga, na kakšen način naj se oblikujejo pravila, zato da bo božičnica izplačana najbolj pošteno, najbolj pravično in da bo dosegla največji učinek. Torej, se pravi, obvezna božičnica bo, gospod In to v ničemer ne izključuje tega, da božičnica bo še letos in da bo obvezna. Zdaj se pa dajmo dogovoriti, na kakšen način jo oblikovati, da bo dejansko dosegla najboljše rezultate. Se pravi, če vas prav razumem, ste vi še odprti, ker eden od predlogov naj bi bil 314 evrov, eden 1200 evrov, ampak težko si predstavljam, da bodo delodajalci pristali na tega 1200, je za vas sprejemljivo, ne vem, 314 božičnica. Poglejte, zdaj pa vi kršite socialni dialog, Ne, ker mislite, da se bova mi dva pogajala na televiziji o tem, kaj ne bi socialni svet naredil. Eden od zelo velikih, če hočete, dobrih stvari, ki je ta vlada naredila, je, da je takoj, ko je prišla na oblast, obudila ekonomsko-socialni svet in socialni dialog. In jaz sem na to ponosen. Ampak najpomembnejše reforme, prosim. Te vaše napovedi, da bodo izstopili. Zakaj mi ne pustite, da bi vedel konca? Sej vam veliko pustim, ampak to se takoj pod vprašanje pojavi, gospod premijer, zato vas takoj vprašam. Ne morem vam odgovarjati na pod vprašanje, če ne morem izpeljati misli do konca. In zato smo čez ta ekonomsko-socialni svet speljali s konsenzom ene najpomembnejših in najtežjih reform. Tako plačno reformo, kot tudi pokojninsko reformo. In božičnica je napram vsemu temu, v resnici z vidika pogajanj sorazmerno enostaven projekt in jaz verjamem, da bo ekonomsko-socialni svet to ne samo prepoznal, ker je že, ampak tudi zaključil na ustrezen način. In da, cel kup stvari je. A vam povem en primer, o katerem bi res želel, da se o njem pogovarja na ekonomsko-socialnem svetu. In danes se ne pogajamo o tem, ampak želim predstaviti svoje razmišljanje. Strani delodajalcev je bil podan predlog, kaj bo s slabo stoječimi podjetji. Tako je, to jih najbolj skrbi. Recimo, da jih to najbolj skrbi. In seveda moramo najti odgovor, ali obstajajo izjeme od obvezne božičnice. Spravi, v katerih primerih bi se pa lahko neko podjetje temu odpovedalo. Moj predlog je, da takrat, ko gre podjetju, da najboljše poznajo sliko v podjetju ne menedžeri, ampak zaposleni. In da božičnica zagotovo ni namenjena temu, da bi zaposleni izgubljali delovna mesta. Zato je moj predlog, da takrat, ko bo večina zaposlenih prepoznala, da podjetje slabo stoji in se bo božičnici odpovedalo, zato da ne bi potopilo podjetja, jaz sem zato, da se v takem primeru božičnica ne izplača. Prostovoljna odpoved strani delavcev se mi zdi upravičena. To je način, kako se vzpozdi tudi socialni dialog znotraj podjetja. Ne samo na televizijskih zaslonih, potem pa v podjetju delamo vsak po svoje. In to je lep primer,
tudi kako bodo lahko zaposleni in njihovi nadrejeni razvili pravo mero zaupanja. Čeprav vas zdaj razumem, bo pred socialnimi partnerji, ko se bomo pogovarjali o tej uvedbi obvezne božičnice, vi pravite, da letos bo, da bo na mizi višina in seveda tudi izjeme oziroma to, kar vi razlišate. To izhaja iz izhodišč, ki so bile predstavljena pisno, ni stvar besede, pisno so izhodišča bila posredovana, so že na ekonomsko-socialnem svetu in jaz pričakujem, da se bo o tem tudi pogajalo. Glejte, gospod Golob, vaša vlada je najprej znižala normirane stroške SP-jem iz 120 tisoč evrov na 60 tisoč. Zdaj predlagate, da se jim ti normirani stroški dvignejo, če jaz to prav razumem, na 120 tisoč evrov. Drži? Dobro. Ali to predlagate, ker ste ugotovili, da je normiranih SP-jev 84 tisoč in da ste se s tem ukrepom njim zamerili in jih izgubili kot volilno telo? In jih zdaj poskušate dobiti nazaj. Jaz ne vem, zakaj vedno vse ocenjujete skozi volilno... Zato, ker smo pol leta pred volitvami. Če bi bila 2 leti, zatem bi nas drugače spraševali. Davčno reformo smo napovedali lani. Lani smo predvidevali, da bomo lahko upeljali davek na premoženje. Izkazalo se je, da moramo od tega odstopiti. Smo odstopili. Več razlogov je za to. Zato je tudi način razbremenitve stroškov dela, žal, zaenkrat ni izvedljiv, drugačen kot s temi 2 ukrepi. Z ukrepom, da ne da vrnemo, prej je bila meja nižja, ampak da pri normirancih dvignemo nekoliko mejo, še povišamo jo in na drugi strani damo predlog za obvezno božičnico. S tema 2 ukrepoma želimo razbremeniti stroške obdavčitve dela za tiste najbolj propulzivne skupine ljudi. Se pravi, sta ta 2 ukrepa povezana in bosta šla istočasno v obravnavo parlamenta? Tudi sta šla na ekonomsko-socialni svet istočasno, da. Poglejte, gospod Golob, ne samo vi v ofenzivo, kako bi ljudem ostalo več v denarnici oziroma pridobivanje volilnih glasov, je šel tudi predsednik SDS-a Janez Janša. Njegova stranka predlaga postopen dvig davčne olajšave pri dohodninski lestvici. Poglejva si ta njihov predlog. V letu 2026 bi splošna olajšava znašala 8 tisoč evrov, v letu 2027 bi znašala 9 tisoč evrov in v letu 2028 bi znašala 10 tisoč evrov. To konkretno pomeni, da bi nekdo v letu 2028 za minimalno plačo neto letno pridobil dodatnih 750 evrov, nekdo za povprečno slovensko plačo blizu 1400 evrov in nekdo recimo z 2-kratnikom povprečne plače pa blizu 2000 evrov. Kar pomeni, to je konkretna razbremenitev. Podpirate tak predlog, recimo? Priznam, da predlogov celoti ne poznam. Poznam predloge, ki so bili izvedeni v njihovem zadnjem mandatu, ki so bili izrazito usmerjeni v razbremenitev najbolje plačanih. Naša vlada se ne strinja s tem, da je izvajanje socialnih politik in politik, ki so po meri večine Slovenk in Slovencev, nagrajevanje najbogatejših. In zato je večina naših ukrepov usmerjena v to, da izboljšujemo življenjski standard tistih, ki so v spodnje plačanih razredih. Zakaj? Zaradi tega, ker si oni težje pomagajo sami, medtem ko ti, ki so bolje plačani, pa lahko lažje poskrbijo za svoj standard tudi sami. Ampak očitno tudi SDS zdaj razmišlja o teh stvarih, ker spremimo dohodninske lestvice. Še enkrat, bom žal moral ponoviti, večino, najbolj bi bili, sem prepričan, tudi v tem primeru, nagrajeni tisti, ki imajo že tako največ premoženja, ki je zelo malo obdavčeno in ki imajo že tako najvišje prihodke. Ravno in če sem prav ujel, ampak težko komentiramo, če sem prav ujel, naj bi potem tisti, ki je na minimalni plači, dobil leta 2028 cirka 700 evrov neto dodatno na leto. Po predlogu božičnice, ki te isti ljudje nasprotujejo, jih bodo dobili že letos. Zakaj naj bi nekdo z minimalno plačo čakal do leta 2028, da bo mogoče dobil neko obljubljeno zadevo, če jo lahko dobi že danes. Njihovi ukrepi se bi izvrševali že 26, ampak pustiva to podrobnosti, ko smo ravno pri SDS-u. Tako sem ujel te cifre, ki so bile navedene. Ko smo ravno pri SDS-u. Danes je policija opravila hišno preiskavo pri podpredsedniku SDS-a Alešu Hojsu zaradi suma, da je v času, ko je bil minister za notranje zadeve leta 2021 izdal informacije o aretacijah oziroma hišnih preiskavah kavaškemu klanu. Janez Janša, predsednik SDS-a, pravi, da gre za politično
politično motivirano preiskavo, katere cilj je, navajam ga zdaj, zastrašiti, zaposliti opozicijo in javnost, odvrniti pozornost javnosti, medijev in opozicije od katastrofalnih rezultatov vladanja in proračunske luknje, pridobiti informacije o kandidatih in predvolilnih strategijah ter preusmeriti pozornost od finala zbiranja podpisov za referendum proti zastrupitvi starejših, ker se bojijo še enega referendumskega poraza tik pred volitvami. Bom začel na koncu. Nikakor se ne bojimo referenduma. Nobeni od tem, ki so v tem trenutku aktualne in odprte, veselimo se možnosti, da bomo imeli javno razpravo o katerikoli od tem, ki so v državnem zboru, in tudi na referendumu si upam napovedati drugačen rezultat od tega, kar se govori. Še manj bi želel komentirati vse ostale navedbe, ker so tipične v njegovem slogu, zarotniškem slogu. Mogoče je v njegovih časih obstajala ta sprega in mogoče ravno zato, ker je obstajala ta sprega med politiko in policijo, so zdaj nekateri v preiskavi, pa bom vas potolažil na eni točki te preiskave danes. Jaz sem tudi bil presenečen, nisem vedel za njo, in ko sem o tem povprašal ministra za notranje zadeve, je rekel, da to sploh ni stvar policije, ampak tožilstva, in tožilstvo s politiko našo nima popolnoma nič. Gospod Golob, veliko prahu in nevolje sproža tudi uvedba dolgotrajne oskrbe, za katero država pobira denar, oskrbe pa na terenu še ni. Ko sem brskal po spominu, se še ne spomnim, dolgo leta sem že novinar, tudi voditelj, da bi vlada, katerakoli država, pobirala denar za nekaj, česar potem ne more še nuditi. Zakaj si to privoščite? Zato, ker nič od tega, kar ste povedali, ne drži. Drži pa to, da boste dovolili? Smem? Ja, bom potem vam takoj repliciral, izvolite. Ne morete vedeti, kaj ne drži, dokler vam ne povem. Drži pa to, da je 30 let si nihče ni upal zagristi v ta oreh, ker je trd, ker je kompleksen in ker zahteva ogromne finance. Vsi so o njem govorili 30 let. Nihče pa ni zagotovil denarja, niti ni izpeljal načrta, ki se bi ga dalo izvesti. In slučajno sem bil ta vikend, mi boste dovolili, ta vikend v Beli krajini, na zelo lepi slovesnosti glede osvoboditve in prevoza določenih ujetnikov, zavezniških, in je stopila k meni gospa in je rekla: gospod predsednik, jaz vam čestitam za dolgotrajno oskrbo, ker moja mama je na to čakala 10 let, jaz sem čakala 10 let in zdaj jo končno imamo. Ko vam povem, da jo končno imamo, ljudje vejo, da jo imamo. Dolgotrajna oskrba ima 4 storitve. Mogoče vi govorite o eni od njih. 4 storitve. 2 se že izvajata. Ena se izvaja od letos julija, druga se izvaja že leto in pol. In sredstva, o katerih vi govorite, ki se pobirajo od letošnjega julija, grejo za vse 4 storitve. Ne grejo samo za tisto, ki se bo začela izvajati s 1. julijem, in ta je, da se bo oskrbnina v domovih bistveno zmanjšala. No, in to je vse v redu, gospod premier. Jaz vam nisem očital uvedbe o dolgotrajne oskrbe. Jaz sem vam samo očital, da se vsa ne izvaja. Današnja izjava, lejte, ministra Maljevca, izdanih je nekaj odločb za dolgotrajno oskrbo na domu, skupno število vlog za oskrbovalca na domu pa je 8400. Jaz vam očitam to, da bi se lahko bolje pripravili na izvedbo in šele kasneje začeli pobirati ta denar. To je moje vprašanje. Še enkrat bom povedal, govorite o eni storitvi, seveda bi se lahko odločili in bi čakali do konca in bi potem uvajali to dajatev enkrat po volitvah, a mislite, da ne bi bilo predvolilno, kot pravite vi? Mogoče politično modro, da bi prepustili uvedbo dajatve naslednji vladi, pa bi bili zdaj modro tiho? Seveda, mogoče bi kdo tako ravnal, ampak to ni državotvorno. Ne moremo trošiti denarja za storitev, če ga v resnici nimamo. In to, da se je vpeljal ta prispevek za dolgotrajno oskrbo, je bil nujen predpogoj, zato da lahko začnemo s to storitvijo dejansko na polno izvajati. Ampak tukaj ste zelo suvereno zagovarjate ministra Maljevca. V parlamentu, ko sem vas gledal, sem razumel to malce drugače. Da ste dejali, da če do 1. decembra sistem informacijski ne bo vzpostavljen, ne bo to delovalo, da ne bo imel več vašega zaupanja. Sem jaz to narobe razumel? Ne, pravilno ste razumeli, zato ker zadnja storitev, ki stopi v veljavo s 1. decembrom, in to je, kako bo poskrbljeno za vse tiste starostnike v domovih, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo, ta stopi v veljavo s 1. decembrom. In takrat je konec obdobja, ko so take in drugačni zapleti dovoljeni in take in drugačni, če hočete, tudi izgovori sprejemljivi. Z ministrom sedim vsak teden mu povem isto. Čas teče,
Stvari morajo biti pripeljane do konca, ker po 1. decembru nimamo popravnega izpita. In to je to, o čemer sem govoril v parlamentu. Če vas prav razumem, potem po 1. decembru, če zadeva ne bo izpeljana do konca, minister Maljevac ne uživa več vašega zaupanja, kaj ga boste potem prosili, da odstopi, poslali predlog za razrešitev, ne? Ker opozicija to zelo dobro izkorišča, vložena interpelacija in me zdaj to zanima. Boste potem uveljavljali politično odgovornost zoper ministra Maljevca, ker ni izpolnil to, kar ste od njega zahtevali, ali boste rekli pač, glejte, dovolite je samo še nekaj mesecev, naj ostane. To me zanima. Ne eno, ne drugo. Tisto, kar bi rad povedal, da opozicija, če bi res želela dobro ljudem, bi ministru dalo priložnost, da se v miru izpelje zadnje aktivnosti. Vedno je pri vsakem projektu tako, da je na koncu projekta največja živčna vojna, tudi v primeru dolgotrajne oskrbe, ker takrat so stvari res kompleksne. Tisti, ki želi projektu dolgotrajne oskrbe dobro, bo počakal do 1. decembra. Jaz, ker ne samo želim dobro, ampak mu tudi pomagam, da bi takrat stvari že živele. Ker vem, da morajo zaživeti, ne zaradi vlade. Zaživeti morajo zaradi ljudi, ki so v domovih. To je naša zaveza njim. Če minister tega ne bo zmogel izpeljati, jaz sem prepričan, da bo sam sprejel politično odgovornost in ne bo potreboval z moje strani popolnoma nobenih spodbud za to. Menite, da lahko na naslednjih volitvah premagate SDS Janeza Janše? Jaz sem prepričan, da ljudje vedno bolj prepoznavajo vse to, kar delamo v njihovo korist. In na koncu se bojo v zadnjem mesecu lahko z dvemi stvarmi soočili ljudje. Na eni strani bojo lahko videli končno vse stranke na istem nivoju, ko se bomo morali spopasti med seboj, ne z vami, ne z javnostjo, med seboj o tem, na kakšen način in kdo je iz svoje obljube, ki jih je dajal pred volitvami, izpolnil, izpeljal, kdo je bil tisti, ki je najpomembnejše reforme dejansko zagrabil, se jih ni ustrašil, in kdo je tisti, ki v resnici že 3 mandate obljublja, na koncu ne izpelje nič, razen da potopi javne finance. Jaz se teh soočenj niti najmanj ne bojim, ravno obratno. Veselim se jih in veste zakaj? Ker takrat se bo lahko vsa razlika pokazala neposredno. Sedeli bomo v studiu in ljudje se bojo lahko prepričali, koga si želijo. Se ne bojite prihoda novega tekmeca na levo-sredinskem polu Vladimirja Prebiliča, ki je po mnenju mnogih edini, ki vam lahko ogrozi zmago na levi sredini? Jaz kot predstavnik nove stranke se veselim vsake popestritve. Težko bi rekel, da se v tem trenutku karkoli vem konkretnega gospodu Prebiliču, bi počakal, da pride s programom, pride z ekipo. Upam, da bo konstruktivno razpoložen in da bo tudi sam mogoče bil, da se mu je kakšna beseda zarekla v preteklosti, pa da v politiki je vedno čas, da jih odpraviš. Ko sta pri zarečenih besedah, me to ravno zanima, kaj pravite na njegove besede, ko je dejal, da bi po volitvah sodeloval z Gibanjem Svoboda, z vašo stranko, ne pa z vami, če bo protikorupcijska komisija, ki vodi 2 postopka zoper vas, ne ugotovila, da ste kršili integriteto. Zelo enostavno je govoriti pred volitvami. Po volitvah bo vse jasno. Takrat se bo vsak sam odločil, s kom želi ali s kom ne. Jaz se pa ne bi odzival na take izjave, ker če so me kaj naučili v politiki, je, da moraš znati sodelovati in ne izključevati. Je pa res, da pa se s politikami Janeza Janše ne bomo nikoli uspeli poistovetiti. A boste vi držali svojo predvolilno obljubo in odstopili, če bo KPK v 2 postopkih ali v enem od njih, ki jih vodi zoper vas, ugotovil kršitev integritete? Pred volitvami ste dejali, da boste, če bo to ugotovili. Kaj pomeni, da ste prelomili besedo? Ne, sploh ne razmišljam o tem, zaradi tega, ker sem prepričan, da integritete nisem kršil, ampak v tem trenutku komentirati karkoli drugega je prezgodaj. Gospod premier, najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala tudi vam.